Hello vlog, long time no see, nisem prijela kamero v roko že od prejšnjega vloga in tistega sem posnela prejšnji mesec, 13. avgusta. Danes smo pa 24. september, damn, Lucija, what the fuck? V glavnem, veliko stvari se je zgodilo, veliko stvari vam moram povedati, zato sem si rekla, da si naštimam en tak zajtrk na hitro, oziroma to je tak moj najljubši zajtrk, jogurt pa malo sadja pa malo granole in podobno. In da vam preprosto začnem izlivati moje čustva in vam povem pač, kaj se dogaja v moji glavi, oziroma kaj se dogaja v mojem svetu. Ja, saj ne vem, se mi zdi, da sem full delč. Dej, pridem malo bližje, dej. Bom šla kar na tle. Na tla, to je dobra štorija. Zanč, oziroma ene 7 let nazaj. Ko sem še hodila na srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani, pa sem bila vprašana, ne vem, kjer predmet, ne spomnim se, ena ful v redu profesorca, in ona mene vpraša, in kam pa pač daš otroka, ko, ne vem, se trmari, bla bla bla, in pač moraš poskrbeti, da je njegovo okolje varno in podobno, in jaz ko rečem, ja, daš ga na tle, a ne? In ona tako mene gleda, kam ga postaviš? In jaz na tle. In cel razred itak zastopil, za kva se gre, a ne, Lucija s kmetov, čeprav nisem s kmetov, ampak sem pa z vasi, a ne? Ona meni, a lahko prosim ponovite, ne razumem vas, in jaz ko njo gledam, če se ona z mano zajebava, stari. In pa se ena sošolka jav in prav, Lucija je mislila na tla, da ga položiš. In jaz ko, ja, ne, saj sem rekla to, kaj sem pa jaz rekla? In ona tako na tle, in jaz ko, same shit, bra. V glavnem, nisem to vam hodila povedati, hodila sem vam nekaj drugega povedati, lej, sem že začela gobcati, ne? Pole se bomo lepo usideli za zajtrk in v kavico spili, čeprav sem jo že. Saj ne vem, ki naj začnem. Najbolj, da začnem, kar sta veliko novic. Veliko. Pač za vas nič pomembenega, zame pa super velika novica. Kmalu se selim iz tega stanovanja. Tisti, ki ste me začeli, ko mi zdaj spremljati ali pa nekaj časa nazaj. Jaz sem v tem stanovanju že 2 leti, zdaj septembra bo točno 2 leti. Iskreno, nikoli nisem bila neki ful nadušena nad njim, je tako mečkan izven centra Dubaja, ene 15 minut vožnje do downtowna, če je pa gužva pa 1 uro, tako da not my style. Zdaj, da vam na hitro razložim. Stanovanja so službena. Vsa stanovanja, ki jih ima Emirates v lasti, so službena in si naključno izbran, oziroma ti ga naključno izberejo, oziroma te dajo pač tam, ki je soba fraj. Stanovanje si delim še z eno punco, ime je Fem, ki mi je zdaj skozi te 2 leti nekako prirasla to v srcu, da mi je tako kakor moja sestra. Je bila ona vedno ena taka pozitivna točka tega stanovanja, oziroma edina dobra stvar tega stanovanja. V bistvu ona mi je pomagala čez vse moje težave, ker sem se preselila sem, me je lepo sprejela, mi je razkazala pač tale neighborhood oziroma tole sosesko, povedala mi je, kako bom najlažje prišla čez usposabljanje tistih prvih 8 tednov, ki sem ga imela za službo, ker ona je tukaj že pred mano, mislim, da jih je 1,5 leta prišla. Šle sva skupaj čez lockdown, ki je bilo res eno izmed mojih najtežjih obdobij, pač nasploh. Bila je z mano, vedno mi je stala ob strani. In zdaj se najino poglavje končuje, ker se tudi ona seli in se ne seli v isto stanovanje. To pomeni, da se bo vsaka preselila na drug konc Dubaja in v drugo stavbo, v drugo stanovanje k drugim ljudem oziroma k drugim cimram. Zdaj sem že pol meseca tako malo v dilemi, a je to v redu ideja, je bolj, da sva tukaj, čeprav nisva toliko navdušene na tem stanovanjem in podobno, ampak se pa vse razumeva. Moram malo pojesti vmes, če ne v tole mrzlo, ne se ne itak je mrzlo. Da vam razložim zdaj, kako deluje to, da se preseliš v novo službeno stanovanje. Služba nam je v bistvu zgradila en tak portal, na katerem so objavljena vsa stanovanja oziroma vse sobe, v katere se lahko vseliš. Prvih 6 mesecev, ko se pridružiš podjetju, se ne moreš seliti, moraš ostati na tisti lokaciji, ki ti oni določijo, s tistim človekom, ki ti ga oni določijo. Pač lej,
nimaš kaj, jebi ga, imaš usposabljanje, letiš, dejansko se nimaš časa sploh ubadati s tem, s kom živiš, ker si skozi spiš, se učiš in to je to. Po 6 mesecih pa se tudi zate ta portal odklene in lahko bukiraš novo sobo nekje v eni drugi stavbi po Dubaju. Imajo pa Emirates en kup stavb po celem Dubaju zakupljenih, celotnih, kjer živijo stevardi in stevardese, tako da naprimer nekdo da odpoved, pa se preseli nekam, oni sobo pospravijo in imaš ti potem na voljo to sobo na portalu. Ko sem jaz dobila možnost, da bi se preselila, torej mislim, da je bilo to lani februarja, sem bila majčko preveč zbirčna in sem pač zbirala mojo sobo preveč dolg časa, ker sem rekla, joj, bom počakala, da se ena soba odpre v čisto centru, a ne pa je spet na nekem obrobju mesta, tako kot sem zdaj in podobno. Morate pa vedeti, da ta portal se updata vsak dan ob 8 zjutraj. To pomeni, da če se en preseli iz enega stanovanja danes ob 4 popoldne, bo ta soba na voljo šele po mojem čez en mesec ob 8 zjutraj na portalu. In potem je prišla korona in zaradi vseh ukrepov in vsega se je naše podjetje odločilo, da bojo zaprli ta portal in da se ljudje ne bojo mogli seliti. In tako je bilo zdaj to do pol meseca nazaj. To pomeni 1 leto pa pol, dobesedno so imeli zaprt portal 1 leto pa pol. Hvala Bogu, da sem se jaz zastopila z mojo cimro. Predstavljaš, da se ne bi razumela z mojo cimro in da bi mogla biti 1 leto pa pol z njo v istem stanovanju, brez možnosti, da se seliš. What the fuck, jaz ne vem, kako je folk to predelal. V glavnem, ko se je korona mal polegla, oziroma prejšnji mesec, sredi avgusta, so nam poslali maile, da se bo portal spet odprl. In itak smo bili vsi čisto navdušeni, ne? Tako da smo se z Fem, torej mojo cimro, odločile, da se bova preselile. Nisva sploh tretirale možnosti, da bi se selile skupaj, ker je dobesedno nemogoče. To pomeni, da bi mogle ob 8 zjutraj obedve vstati, iti na portal, poiskati eno skupno stanovanje, ga klikati naenkrat, zato da se lahko noter vseliva. Nemogoče pa je to zato, ker to počne tudi ostalih 10.000 ljudi, ki so obtičali v svojih stanovanjih zdajle med korono. Tako da lahko si mislite, da je bil pokol, da je stran se sesula 3-krat, preden so jo sploh odprli. Tako da ja. Potem je prišel 1. september, torej dan, ko so končno odprli portal. Jaz sem se lepo zbudila ob 7 zjutraj, že začela refreshati stran, če bi slučajno se odprl prej, itak da se ni. Ni se tudi stran refreshala ob 8 zjutraj, ker smo bili vsi zelo začudeni. Potem sem tako, ok, mogoče sploh danes ne bojo odprli, ne. Sem se že delala tam 2 uri do 10, refreshala vsake toliko časa, nič, jaz tako, ok, v redu, pol ne bojo danes odprli. In sem preprosto se šla stuširati, ker sem bila pol zmenjena z eno mojo kolegico, da jo peljem na PCR testiranje, ker je zapuščala državo in podobno. Pridem ven iz potuša in probam refreshati čistko še enkrat in sam vidim, da je bil portal odprt tako že 10 minut, ne. Itak, hiter pogledam, kje stavbe so še na voljo in so bile na voljo samo še une sobe oziroma stanovanja, ki so res izven Dubaja, tako pol ure vožnje. Sicer blizu letališča, ampak to ni moj cilj. Moj cilj je živeti v mestu, moj cilj je upgradati stanovanje, ne kakor pač sem zdajle, a ne. In preprosto nisem dobila nič. Fem je bila v tistem trenutku v Madridu, jo kličem, a si dobila kakšno stanovanje in mi pravi, da je dobila. In takrat me je zadel. Takrat me je prvič zadel, da sem tako, oh fuck, jaz nisem dobila stanovanja, ona je, to pomeni, da se ona seli, to pomeni, da bom sama v tem stanovanju, ki mi ne prinaša nobenega veselja, razen to, da je bila ona tukaj. What the fuck? Potem sem se nekako sprijaznila, da pač je ona dobila stanovanje in jaz ne, ker je itak ful prvošam, da je dobila. Sem si rekla, ok, se imam še ene par kolegov v tej stavbi, tako da je v redu, vsaj ne bom sama. Ni minil 3 dni, pride k meni eden izmed mojih najboljših prijateljev, Germo, in reče, Lucija, veš kva, jaz sem zanč tudi nekaj gledal, jaz bom bukiral kar stanovanje. Jaz tako, kva? In on tako, ja, čisto v downtownu, gor dol, zakva pa ne, a ne? In jaz tako, ne me jebat. Vsi boste šli, a jaz nisem dobila nič stari. Ker morate razumeti, da ženska stanovanja pa moška stanovanja so ločena, tudi jaz ne moram živeti z moškimi in moških je manj, tako da imajo oni več stanovanj na voljo. In tudi tipom je vsem, kam se preselijo, tako da ne čakajo zdaj na dobra stanovanja, if you know what I mean. Mine en dan, on mene kliče, Lucija, jaz sem bukiral stanovanje čisto v centru in jaz tako, what the fuck. Moram reči, da mi je bilo zelo težko. Pa zdaj se bo to slišalo ful sebično, ampak res sem si želela seliti že tako. Odkar sem prišla, sem si želela preseliti v novo stanovanje. Obadva od njih sta bila tako pač, da ima je nekako vsejen, ampak da če bo, se bosta, če pa ne, pa ne, a ne. Jaz sem bila edina, ki sem bila tako, jaz se bom selila. In pol edina nisem dobila stanovanja. V glavnem, vse se zgodi z razlogom. Mami sem jokala na FaceTime oziroma na videoklicu, ker me je res toliko moril, da bom zdaj tukaj
sama. Jaz sem zelo odprt človek, jaz rabim družbo, jaz rabim ljudi ob sebi. Ok, gremo naprej s to zgodbo. Potem sem vsako jutro vstajala 15 do 8, zato da sem ob 8 refreshala portal in itak en teden takoj ni bilo nič, drug teden ni bilo nič in pa sem kar tako, zgubljala sem upanje, da bom tukaj ostala zavedno, blablabla. Potem se zbudim eno jutro in vidim stanovanje čist v centru Dubaja, kliknem in itak je že nekdo kliknil pred mano in sem ga zgubila, ne? In itak takrat mi je spet vse dol padalo, ampak sem še vseeno ustrajala in ustajala vsako jutro in 3 tedne zatem sem eno jutro bukirala stanovanje v downtownu, tako da grem zdaj, kdaj grem, 8. oktobra se selim v downtown oziroma čist v center na Sheikh Zayed Road, ker sem iskreno zelo vesela in se pravim, vse se zgodi z razlogom. Pač je že bilo tako mi namenjen, da sem se malo zjasnila, da sem malo spoznala, koliko mi to dejansko pomeni. Koliko mi pomenijo ti ljudje, ki so šli, ker dejansko sem se bala, da bom sama in da se ne bomo več videli in gor dol. Morate razumeti, da tukaj nimaš svoje družine, tukaj so ti prijatelji tako kot družina in zdaj razmišljaj, da bi šla cela tvoja družina izven iste stavbe, prej ste bili skupaj, a zdaj boš sam tukaj, oni bojo pa pol ure stran z avtom od tebe, mislim, halo. Ok, se mogoče preveč jamram, ampak ja, this is my life. To je ena taka velika nova novica. Aja! Počak, ne še jed, počak. Druga stvar, danes je petek, v nedeljo pride k meni na obisk moj brat in pa njegov prijatelj Žan, ker mi je ful veliko veselje. Noben me še ni obisk v Dubaju, razen moje mamiči, tik pred korono in pa je bila korona in je bilo itak nemogoče. Tako da jih bom gostila v mojem stanovanju tukaj še. Tako da sem ful navdušena nad tem, naslednji teden bo nor po mojem, bomo itak šli povsod in delali svega iz svašta, tako da se zelo veselim, da ga malo vidim, ker pa ima itak faks in ne bo mogel pač priti med faksom, tako da upam, da bo ful luštan teden. 2 hours later. Pisma je umazana leča. I would say much better, ampak ne vem, stari. Zdaj lahko vidite moje možgane. V glavnem, jaz sem ravno pospravila moje stanovanje in sem rekla, da vam ga še na hitrico razkažem, preden se preselim, zato ker why not? Lih kar je pospravljeno in do zdaj ga nisem nikoli neki ful tako naredila tura oziroma razen sem moje sobe. Tako da, let's go, the quickest apartment tour ever. Ever, ok? Let's go. A ja, pa imejte v mislih, da je nekaj stvari že manjka oziroma je zdaj že malo manj domač, ker je Cimra spakirala že nekaj stvari, da jih bo vzela sabo, ker se seli čez 3 dni, 4 dni, zdaj le malec, tako da je ni doma. Ni stanovanje tako, kot je bilo zadnje 2 let, ampak dost bliz. Ok, first things first, prideš čez tale čudovita, ne tako čudovita vhodna vrata. Na levi strani imaš ogledalo. Wow. Much nice. Tole ogledalo je bilo zelo luškano, oziroma mi je še zdaj ful všeč, ker je tako ogromen. Potem imamo tukaj najine obeske za ključe oziroma maskice, v tem primeru leto 2020, pa 21, pa upam, da 22 ne bo več, ampak nikoli ne veš. In potem imamo tukaj razgled najinega stanovanja. Čak, ti bom pokazala iz druge strani, ker je tam svetloba. Tukaj imamo kavč, kjer smo preživeli največ najinega časa skupaj. Eno rožico smo si zdaj omislili, poličke še kar nima več, tako da škatla od sesalca it is. Potem imamo takole lepo mizico z rožicami in pa seveda računalnikom, pa tamle še en mal manjši kavč. Jaz sem vedno tukaj sedela, ona pa vedno tukaj sedela, kjer sva gledale televizijo. Tukaj imamo še 2 šiši, tole šišo sem dobila za rojstni dan od Fem, torej od moje Cimre, tole mi je pa dal en kolega. Še ena čudovita rožica, ki smo jo kupili pred kratkim. Še ena rožica, ki naredi malo tistega slovenskega prediha, malo zelenja, se veš. In pa moj barček, trenutno je zelo slaba zaloga. Prav še kar v redu, glede na to, da nisem šla že nič kupovati alkohola. A ja, pa tale lučka, lej, čaki. Tako zgleda, kada je bar tako, a veš, kao angel shit. Nad televizijo imamo pa tudi kao stensko dekoracijo, ki smo jo dali gor tako. Kdaj? Lansko leto za moj rojstni dan, torej 27. junija 2020, torej med korono, smo dali te balone gor in to še zdaj drži. What the fuck? Bom mogla počas dol vzeti, ampak ne še. Tukaj pa se skriva še najin balkonček, to ste ga že videli, ne bom zdaj odpirala, ker je zunaj ful vroče. Je pa takle razgled, bolj ga ni, kaj je, ker je tole naša garaža, tukaj je moj avto parkiran. Imamo pa tudi tele točko zunaj, ki jih med poletjem sploh ne uporabljava, ker je čist preveč vroče. Potem imamo tle jedilnico, ki jo uporabljava bolj ne za montiranje video ali pa za učenje. Itak jeve vedno na kavču. In pa tukaj je še ena taka postajica, ne vem sploh kaj je to, svečke, rožice, ura
Wi-Fi password in pa fotografije. Tukaj se pa skriva najina kuhinja. Tole je ena taka soba za kufre oziroma ekstra stvari. Ful pospravljena, v bistvu bi mogla biti guest bathroom, ampak iskreno nimamo nikamor drugam dati te stvari. Tako da sva jih dale tukaj. Tukaj je pol najina kuhna in iskreno mi kuhna res ni všeč. Ne vem zakva, ampak nobena kuhna v teh stanovanjih, od službenih, kjerkoli sem bila do zdaj, ni lepa. Pač jaz ne vem kva, ali sploh ne dajo podarka na kuhne, ali boli k, ali kva, v glavnem vse so čudne. To je vhod v najino kuhinjo, hladilnik, z vsemi kavnimi pripomočki mojimi, a ne. Itak, absolutno. Potem pa razgled na kuhinjo, taka temna kuhna bi jaz rekla. Fun fact, pralni stroj je v kuhinji. Tle imava tudi ene par mašin, moj toaster, ki sem si ga kupila med korono oziroma med lockdownom. Če se spomnite tistega vloga, ki sem naročila pa dobila ta toaster, pol ste pa res že dolg z mano, no? Zato, ker takrat sem bila pa kratko mentalno zelo na tleh in me je ta nakup toliko srečil, da Bog pomagi, res. Ok, tlele na pultu imam en coffee corner, bi se lahko temu rekli, pa malo še oljčka in tega. Omare z vsemi stvarmi, lijak, čajni kotiček in pa sadni kotiček in pa, kakor sem že rekla, omare z vsemi kozarčki in pa krožnički ter vso ostalo pizdarijo. Ne bom kazala tega, ker je zelo nepospravljeno. Ker iskreno, zakaj bi pospravila, če bom čez 10 dni že vse dajala v škatle in bo itak spet vse razmetano in povsod. Da. Potem pa, ko priješ ven iz kuhne, te tukaj čaka samo še en tak hodniček z najinimi čevlji, omara za čevlje in podobno, bla bla bla. In tukaj so pa najine sobe, torej njena soba in njena kopalnica in pa moja soba in moja kopalnica. Ne bom naredila room toura za sobo, ker sem že naredila room tour in iskreno si lahko pogledate na mojem kanalu. Tlele bom dala link. Decid od tega stanovanja. Jerim dale pospraviti še mojo sobo na hitrco. Pa kopalnico moram pomiti. Tako da se slišimo, ko se slišimo. The next day. So, it's the next day, v glavnem, naslednji dan je. Nisem včeraj pol nič več vlogala. Zdaj gremo pa z Guillermotom. Hello. Hello, Instagram. YouTube. Hello, YouTube. Anyways, v glavnem, zdaj gremo na odbojkico, tako da vas vzamem s sabo. Potem imam pa zaprštimati še pojslo, da bosta moj tamal pa njegov kolega lahko kje spala. Pozih bo najdražji kitar. GoPro 7, the best GoPro in the in the market. In the universe! In the universe. I am. Close your door! Drugač, Guillermo je iz Kanarskih otokov, če ga še ne poznate. Do you want to say anything about yourself? I'm the best ever. Anything besides that? I'm the second best after you. True. Now, yes. True. Now you agree, right? Anything else? Study, how old are you? 28 years old. 28 years old in študira za pilota. V bistvu dela kot cabin crew, ampak dela tudi licenco za pilota. I'm studying Slovenian as well. Sometimes. Okay, say one Slovenian word. One. Ne. That's like... That's a word. Ugh. Ni moj GoPro, ampak je njegov in hočem ga probati. How do you turn it on? You press the button? So I can vlog? You can. Yeah. And now it's... Yeah. Is it recording sound as well? Yeah, everything. Okay, so... Oh my god, what's happening?